En lep dober večer, Tanja Skaza z vami. Ja, četrtek je in spet se nadaljuje, en live, vse se da. Tako da upam, da uživate v začetku meseca marca, da res uživate v sončku. Zame je mesec marec vedno tako, ko me nekako ponovno prebudi, da začnem delati naslednje korake, ki sem si jih pač zastavila v letu. Mesec marec je za mene čudovit mesec, polni se akademija, kmalu začenjamo s 4. generacijo akademije, 3 so še vedno se dogajajo, 4. se odpira akademija, tako da nekaj mest je še prostih, drage dame. Obredi se polnijo, zdaj smo še celo dali takšne obrede, da so dostopni tudi čisto vsem ljudem, da pač imate samo 2 dni in zato boste lahko manj denarja investirali vase, ampak boste tako in tako videli, da to je najboljša investicija. Kmalu 28.3. imam svoj dogodek, kjer bom se zahvalila mojim strankam. Res se veselim, tako da imam čudovit izbor tudi od glasbenikov, od zgodb, oh my god, kdo vse bo govoril na mojem dogodku. To meni govorili bojo na dogodku tisti, ki so res naredili spremembe, ampak tak vsi so jih naredili. Sam pač ne moreš zdaj vsem dati priložnost, pač daš določenim ljudem, da povedo in da se tudi drugi najdejo v teh zgodbah. Tako da res je, res se ga veselim in ne samo to. Evo, torek sem imela obred, jutri odhajam na obred, naslednji teden odhajam na obred, v tem mesecu imam kar 4 obrede, oh my god. Včasih pravim, da bi bilo dobro, da vam posnamem video direktno na obredu, po obredu, zaradi tega, ker takrat moja duša tako govori, moje srce govori in bi bilo najbolje, ampak pa bi se vam javljalo ob 2 ponoči. Ob 2 ponočih pa ne verjamem, da bi vam bilo všeč. Lepo zdrav. Ok, kaj sem zbrala za današnji video? Danes res srčno upam, če še nisem v katerem videu nekoga premaknila do te točke, da si reče, verjamem, da lahko uspem in verjamem, da je vse znotraj mene, če s tem videom bom naredila, pa tudi res ne vem, čez katero video lahko kaj takega naredim. Teda upam, da bom kratka, v 10 minutah pa to se strnila in povedala. Ok, najprej napovem, ker sem vsa leta bila gospodarstvenica, zdaj že 3 leta, 3 leta že delujem na inštitutu in sem še vedno v poslovnih vodah, samo da so se moje vode malce spremenile, da če je prej bil skozi posel v spredju, je zdaj tudi osebna rast. Ampak v vsakem primeru, karkoli delam poslovno s strankami, to me boosta, rastejo stranke in to je to. Vendar danes vem, da koliko se matramo v poslovnem svetu, koliko smo vztrajni, kolikokrat pademo, vse mislimo, da mora iti skozi safer, ugotovimo, da če delamo na sebi, pač ni v življenju saferja, ni trpljenja, ampak je lahko vse bolj easy, bolj lahkotno, bolj zaupaš vesolju, bolj zaupaš sebi, verjameš vase in delaš te premike. Ok, odložila sem se, da se bom dotaknila zgodbe, ki se mi zdi pomembna, predvsem za tiste, ki ste mogoče rasli v podobnem okolju, kot sem rasla sama. Moja poslovna pot, ali pa rečemo moj poslovni uspeh, ki se je gradil, jaz resnično, odkar pomnim, odkar sem začela delati v poslu, do danes konstantno rastem. To pomeni, konstantno rastem, se razvijam, tako po prihodkih, osebno, poslovno. To se mi zdi, jaz mislim, da je moj univerzum, oziroma, ko sem prišla na to vesolje, se odločil, da bom delala preobrazbe, ampak da ko bom delala preobrazbe, bom vse povsod dokazala, da je človek lahko uspešen. Ampak zdaj se bom dotaknila, kako me je pa moja pot, rečemo od 20. do nekje do 40. leta peljala po tej poti, da sem verjela v to, da sem lahko uspešna. Če v otroštvu rastete v bolečinah, kar pomeni, da ste bili navajeni v svoje družine, iz svoje otroštva, kakorkoli, celotnega otroštva, to pomeni okolica in družina vas nekako oblikuje, da postanete to, kdor ste. In jaz sem kar dosti rasla v bolečinah, čeprav danes jaz to sploh ne gledam kot neke bolečine, ampak bolečine so me naučile to, ko mi je nekdo rekel, to ti ne bo uspelo, to ti ne znaš, pa kaj pa boš ti, gor dol. So me dejansko boostale, kar pomeni, da so me dvigovale do tega, da sem želela dokazati drugim in sebi, da zmorem. To pomeni, to je bila moja hrana.
Bolj, ko me je nekdo piknil, se je pri meni prebudila hrana, ok, jaz to zmorem. In to me je polnilo celih 20 let. Če gledam tako po moji poti, kako sem potovala in kako sem delala preobrazbo, rečemo, da do 40. leta, bolj ko je nekdo rekel, da nekaj ne gre, bolj je meni, bolj sem si jaz odločila, da gre, da bo šlo. Zato je tudi prvi stavek, ki sem ga napisala zgoraj, vsak padec je priložnost za rast. Evo, tle sem si še malo napisala, kaj bi vam želela povedati. No, pri 40. letu sem malce dozorela, mogoče malce prej, no, pri 38, 40 sem rekla, od 38 do 40 sem se odločila, da ne želim več rane, pa tako, da kar naprej moram imeti nek adrenalin, ker to me hrani, ker če ni nič pod adrenalinom, se mi zdi, kot da nisem živa. No, pri tam 38 do 40 leta sem se pa odločila, da ne bi več smela te bolečin, te hran, da to več ni zame hrana. In takrat se je zgodila moja preobrazba, da sem se odločila, ok, zdaj bi pa želela sprejemati vse z ljubeznijo. Tako da moj prvi nasvet, kateri bi vam bil, da vsi tisti, ki ste navajeni rane, bolečine, ki jih dobivate, da se odločite, da tega več ne rabite. Je pa seveda to abstinenčna kriza. Na nek način je abstinenčna kriza. Če ste navajeni, da vas nekdo kar naprej nekaj mal pika, pa gor dol in pol kar naenkrat vas ne, nekaj vam manjka v življenju. Ali pa tako, kot mi nekdo reče, kakšna stranka, ali pa kdo pa reče, joj, zdaj imam pa enega partnerja, ki je tak mil, pa vse mi ustreže, pa vse mi naredi, pa mi je pa tako dolgočasno. Ja, seveda, če je bilo prej skozi pod adrenalinom. Ali pa v kakem podjetju, kot delodajalec poskuša pomagati ljudem, ne vem, pa reče, ali pa vodja, pa reče, kako ti lahko pomagam, da čuti svojo vrednost, kako ti lahko pomagam, da si boljši, pa bi mogoče prej navajen delodajalca ali pa vodjo, ki je konstantno, ti to ne zmoreš, ti to ne zmoreš, ti to ne zmoreš. Zato predlagam, enkrat se odločite, super, Nataša napisala, da je zdaj v tej fazi. Točno to. To je zdaj, Nataša, tista faza, ki boš naredila ta preboj. No, in zdaj se enkrat vi odločite, da tega več ne želite, da vi več ne želite, da se želite odpreti, da želite sprejemati vse z ljubeznijo in da tudi vidite vse to, kar se vam dogaja, da je konc tega. Vendar to ne obsojati. Ne obsojite to. Zakaj? Ker vsi ti učitelji, ki so vam povzročali rane, so vas dejansko dvigovali na višjo raven. Vi ste zaradi njih danes tukaj, kjer ste. Čisto zaradi vsakega. Mislim, za vsak učitelj vam je pokazal. Zdaj odvisno je, če ste na svoji poti, drugi moj stavek, katerega sem si pripisala, če niste pripravljeni tvegati, to pomeni vam nekdo reče, pa to vam ne bo uspelo, pa vi rečete, ja, mogoče mi pa res ne bo, in greste v tisto pasivno vlogo in rečete, ne bo mi uspelo, moje življenje je odvisno od drugih, kar sami veste, da če ste kreator svojega življenja in če ste odgovorni za svoje življenje, potem je vse del vas. Lahko ste srečni in v zakonu, lahko ste srečni v službi, lahko ste srečni s prijatelji, lahko ste srečni samo tukaj in danes. Kajti to je edino, kar nas življenje uči, da se naučimo biti srečni v danem trenutku, točno v tem trenutku, kot je sedaj, tukaj in zdaj. Zato sprejmite te učitelje. En citat sem napisala od Oskarja Wilda v spodi, ki se glasi, da zmeraj odpusti svojim sovražnikom, kajti to jim je najhuje. Sem je lepše napisan tam. Jaz sem ga zdaj malo na pamet že povedala, ker ga sem si zapomnila tako. Pomeni, ko se odločite, nihče ne bo delal vaših sprememb kot pa vi sami. To sem zadnjič v prejšnjem videu povedala, da pot vam lahko, to meni nekdo vam lahko pokaže pot, ampak po tej poti boste hodili sami. Zato ne čakati nobene pručke, nobene, ne vem, karkoli, ampak vi dobite orodja, da hodite po tej poti. Nekdo vam pokaže in potem rečete, zdaj pa moram to sam narediti. In to je nekaj, kar vam bo pomagalo, da boste naredili premike. In jaz tudi razumem, ker sem se odločila za akademijo, da želim svojim dragim ženskam reči, dajmo, drage moje, vsaka je svoja blagovna znamka, vsaka se razvija, vsaka je lahko avtentična, ne rabiš biti podobna njej, ne rabiš to, vsaka je šla po tej poti in vsaka uspešna oseba, čisto vsaka uspešna oseba ima za seboj
neke travme, neke rane, da lahko naredi premike. Tako pri ženskih, kot pri moških. Ni razlike. Samo kaj je, da moški se manj pogovarjajo o tem. In zato so toliko bolj uspešni. Zato, ko manj jamrajo. V resnici manj jamrajo. Oni ne grejo zdaj tam, ne vem, tako kot ženske. Pa jo, veš, kaj se je zgodilo, pa gor dol. Moški to poje, ali pa tako reče, ne vem, reče dobesedno, vse je za to, ali pa klinska gleda, ali pa karkoli in gre korak naprej. To meni ne daje velik poudarek na to, pa ne dela, ne vem, iz muhe slona, ampak spusti in gre korak naprej. To meni, ko pade, se hitro dvigne. Zato je tudi več uspešnih moških kot žensk. Zaradi tega, ker ženske pa znamo dramatizirati k temu, znamo iz te zgodbice narediti še eno zgodbico, ali pa potem naredimo že kar nadaljevanko, ki se nadaljuje. In vedno več je takih nadaljevank, vedno več je takih nadaljevank, ki to kaže, da se dogaja sovraštvo ali karkoli drugega. Tako da, tisti, ki znate sprejemati rane in se učite skozi te rane, lahko prenehate s tem. Vsekakor, še vedno rečem, da so obredi najlažja pot. Zakaj so najlažja pot? Zato, ko obredi odpirajo srček. Obredi so tisti, ki nekako naredijo spremembo pri tebi, da začneš gledati, da ne vidiš, kako ti je življenje krivično, kako te Bog kaznuje, kako so vsi okoli tebe buci, neumni in kako. Ampak da rečeš, te učitelje zdaj rabim na tej poti, da naredim preskok naprej. In potem, ko spoznaš, dejansko tisti, ki hočejo, grejo s teboj naprej, če ne pa odpadejo in nič ni narobe. In tudi pri tem ni nič narobe. Da vidim, kaj sem si še napisala. Ja. In prej sem rekla, da če še niste pripravljeni tvegati, to pomeni, da še niste pripravljeni tiste cone udobja, da bi resnično uresničevali svoje poslanstvo. Kajti vsak od nas je prišel nekaj narediti, to meni, zbrali ste, kaj boste oddelali na zemlji, ampak skozi ljubezen. Ampak to ljubezen je pa treba vseeno podpreti v akciji, v vztrajnosti, v strasti in predvsem v veri vase. In jaz včasih, veste, to zdaj, ko tako gledam, ker delam s podjetji, ali pa naprimer prej v Skazi, ker smo gledali, ful smo vlagali v izobraževanje, motivacija, vodenje, prodaja, gor dol, ful premalo smo pa delali na veri vase, na veri, na, ne vem, čutiti svojo lastno vrednost, sprejemati se, si zaupati, v teh stvareh, ki dejansko, pa nekaj bildaš, nekaj dviguješ, ful močno, pa to, in to se vse dela in pol, ne vem, nekaj ti pade in se poruši in pade še nižje, kot si bil prej. Tako da, vse, naj ta video nekako tako strnem v določene stvari, če ne delate na sebi, se vedno ciklate v istem vzorcu in ostanete tukaj in zdaj, namesto da naredite korak naprej. Zato je res dobro, vsem delodajalcem polagam na račun, polagam na srce, ne na račun, polagam na srce. Tudi bom zdaj 2028. tudi povedala, da bomo spet štartali s podjetji, čim več podjetij. Jaz bi želela, da bi vsako podjetje noter prišla, pa da bi najprej samo motivacijsko odprla ljudi, da jim pokažem, da čisto vsak zmore biti uspešen, da ni osebe, katera ne zmore biti uspešna, ampak pomembno je pa najprej svoje misli spremeniti. To pomeni, da niso usmerjene v negativo, vse, kar se ne da, ampak rečemo, ker isto, da iščete izgovor, zakaj se ne da, lahko tudi dajete predloge, rešitve, kako pa se to da najdete rešitev. Problemov je malo morje, vedno je problemov, jaz si sploh ne imenujem več problemi, pri meni so izzivi pa priložnosti za rast, da si res dovolite narediti korak naprej in da se zavedate, ko boste srček odprli, boste na vsak izziv gledali čisto drugače. Da pa lahko gledate na izzive drugače, pa ne gre brez hvaležnosti, da se zahvalite že za samo to, kar ste danes naredili, kje ste danes. In vem, da veliko ljudi, ki me spremlja, je zelo veliko naredila na svoji poti. Velike spremembe. Vsi ste na nek način že danes zelo uspešni, ampak toliko ste zahtevni same do sebe,
toliko ste zahtevni sami do sebe, da potem mislite, da mora biti vse najprej perfekt, vse lepo zloženo, da lahko naredite korake naprej. Pa kje, dragi moji? Jaz zdaj za ta dogodek, ki ga delam 28. ga delam kar tako malo usput, res da imam tim zraven, ki mi pomaga na tem, ampak sem tako lahkotna, nisem obremenjena, vse pride v pravem času, aha, pa bomo to dodali, pa bomo to imeli. Včasih sem pa tako, vse je moglo biti plan A, plan B, plan C, kar v življenju ni tako. V življenju pač nažalost ne gre tako. V življenju ne moremo zložiti, pa si misliti, da bo vse šlo tako. Lahko se peljete zdaj z avtom, pa se vam nekaj zgodi. Lahko pa, naprimer, greste na en poslovni sestanek, pridete čisto z enim predlogom, za kar ste poklicani in se potem čisto nekaj drugega odpre. Zakaj? Zato je treba biti čim bolj lahkoten, čim bolj pretočen. Ampak, če nimamo srčka odprtega, ne moremo biti nepretočni, ne lahkotni. In ta tretja stvar, poskušajte manj biti delovni in bolj učinkoviti. Manj delovni in bolj učinkoviti. Res. Zaradi tega, ker ko pademo v cikl dela, vse to se tudi meni dogaja. Naprimer, ko se mi zgodi, ko delam iz dneva v dan, ker se mi še vedno, ker pač nekaj, ko delaš rad, se ti dela, pa to, potem pozabiš in ne vidiš, ne stopiš ven iz ptičje perspektive, pa pogledaš navzdol, ok, tole, kar se delo čisto brez veze, pa bom podelila nekaj takih stvari. Jaz sem zelo rada imela sestanke z mojim timom, imam nekaj notranjega, nekaj zunanjega tima in sem torej hotela vsak teden imeti time in potem sestanke in potem sem videla, da ti sestanki glih niso učinkoviti. Meni vzamejo čas, njim vzamejo čas. Sem rekla, ok, tule pa treba malo se imeti rad in se znati bolj paziti nase in sem rekla, ok, sestanki, če ne greste iz sestanka, to resno govorim, sestanka, karkoli vzamete beležko, karkoli in rečete, kaj sem dobil nekaj dobrega, da bom zaradi tega povečal svojo dodano vrednost, ne vem, da bom boljši vodja, imel boljše rezultate, ker ne moram dolgo sedeti, ker že cel dan sedim na stolu, sploh mi več ne paše, tako da bi že zdaj kar ustala pa govorila. Takrat veste, da sestanek ni učinkovit in takrat kaj naredite, zmanjšate sestanke ali skrajšate sestanke. In jih bolj usmerite tam, kjer res lahko prijete do tega, kar sem malo prej rekla, do boljše dodane vrednosti, do večje učinkovitosti, tako da poskušajte na tem delati. Ok, rezimi mojega današnjega videa, da vidim, koliko sem dolga, 16 minut, hauš. Vstavite rane, vstavite bolečine, odločite se, da boste iz srca delali, odprite srce, odprite srčke, poglejte na moji spletni strani, ker imamo tudi krajše obrede, ki so ugodne zdaj za vse, da lahko pridete. Vztrajajte na svoji poti, delajte na svoji vrednosti. Ne zdaj iskati, kako boste dobili stranke, kateri bojo prave stranke. Dajte najprej delati, kako vi, jaz vedno tako rečem, ko ste vi v svojem stebru, bojo take stranke prišle. Ko vi veste, kaj v resnici želite, boste točno to dobili. Ko pa vi ne veste, ko ste pa v megli, dobivate pa prav tako na drugi strani meglo. Ko imate jasna pričakovanja pri vas, boste tu tudi dobili na drugi strani. Če pa nimate te pričakovanj, pač nažalost ne gre. Tako da nekaj prostih mest je še možnih. Na akademiji se veselim. Moje drage dame a veste, to mi je glika rekla ena stranka, reka, kako lepo je gledati, vse so tako nasmejane, srčne. Ja, ampak čisto vsaka od nas je bila stroga, zategnjena, ampak to se sproti spušča, veste, to tako. Pada en oklep, pa pada drugi oklep, pa pada tretji oklep in pol, ko padajo oklepi, potem je življenje tudi bolj lahkotno. No, jutri z mojo Dvojko akademijo, gremo na obred. Seveda so procesi, ker procesi se dogaja, ker življenje se želimo spremeniti. Hočemo odvršiti tisto, kar nam ne služi več, nas se osvoboditi te bremen, ki jih nosimo od naših prednikov, od naših staršev, ustaviti in zaživeti naprej. In če to znamo, potem tudi to omogočimo lažjo pot našim otrokom in vsem našim zanamcem, ki so dejansko za nami. En čudovit večer vam želim. Kaj vam naj rečem? En čudovit vikend. Bodite v sebi, bodite obdani s tistimi ljudmi, ki jih imate radi, s podobno mislečimi ljudmi, napolnite se z ljubeznijo, zavedajte se, če današnji dan ni čudovit,
je lahko jutrišnji dan čudovit, samo vi ste tisti, ki se odločite, kakšnega boste imeli. Potrebno je pa začeti na začetku, svoje misli spreminjati, več pozitivnih misli, manj biti črnogled in verjamte mi, da čisto vsaka oseba je lahko uspešna in srečna, samo če začne delati na sebi. Lep večer.